Moje ime je Sebastian Kamenik, prihajam iz Celja, iz prelepe Slovenije. Dobrodošli v moji kuhinji, kamor vas povabim na daljavo. Danes bom pripravil rižoto z mletim mesom. Zakaj z mletim mesom? Prvič, ker ga imam rad, drugič pa zato, ker ne maram preveč kuhanega mesa v rižoti, narezanega na kocke, ne govejega, ne svinjskega. Jaz jo bom tudi gratiniral s sirom na koncu in jo spekel v pečici. Tukaj imamo najprej, poleg začimb gre seveda v rižoto, mleto meso, kot smo rekli, pa seveda riž, jušna osnova, čebula in na koncu še nariban sir. Najprej pa bomo začinili te pol kilograma mesa. Vzeli bomo najprej malo vegete, takole, začinke, malo soli, ne preveč, kajti tudi vegeta je slana, seveda, takole, papriko. Naj povem, da imam vse začimbe, kljub temu, da marsikatero prepoznam po vonju, imam vse začimbe označene z brajevo pisavo. Pa poper seveda ne sme manjkati. Pa malo majarona. Takole, mleti česen. Še eno mešanico začimb za mleto meso, da je še bolj eksotičnega okusa. Na koncu pa še samo malo mlete čebule. Takole. Meso je najbolje, če ga premešamo z rokami, da je vse skupaj enakomerno premešano, vse začimbe, da se lepo porazporedijo skozi oziroma v mesu. Mešanje z raznimi napravcami pa to je sicer hitreje, ampak se mi zdi, da takole z rokami veliko bolj enakomerno porazdeliš začimbe, ki smo jih dodali. Meso je sedaj pripravljeno. In sedaj bomo nasekljali še čebulo in pa papriko. Najprej bomo nasekljali čebulo, takole, priprava je tukajle, da si z njo olajšamo delo, kajti za slepega je sicer rezanje ni nič nevarnega, vendar pa, če imaš možnost, je fino, če si lahko kako pomagaš. Takole. Še enkrat. Zdaj pa vzamemo posodo in namesto olja bomo mi uporabili domače maslo moje krušne mame, takole, da bo rižota bolj rahla. Damo ga eno žlico. Rižoto bomo pripravili za 8 oseb. Čas, ko se bo to maslo topilo, bom jaz očistil paprike. Mi bomo dali 2 manjši, drugače bi bila dovolj tudi ena
velika. Tako, zdaj pa maslo že tudi diši. Ni treba, da je precej vroče, za slepega je dober recept to, da zadeva diši, takrat ve, da je že dosti toplo, da lahko da popražiti čebulo. Dodamo papriko. Pri slepem se pač zgodi, da gre kaj tudi mimo, ampak pomembno je, da je glavnina tam, kjer mora biti. Precej zmanjšamo ogenj, da ni preveč. Sedaj pa dodamo začimbe, najprej malo mezge. Preveč ne, ker bomo dodali še pelate. Pa dodali začimbe in sicer malo začinke, takole. Malo timijana. Paprika seveda ne sme manjkati. Poper. Peteršilj seveda, nepogrešljiv. Mleti česen. Malo kurkume. Origana. Še prej, preden bomo dodali riž, bomo seveda nadrobili notri tudi meso. Na drobne koščke, malo ne čisto drobne koščke, ker imajo ljudje radi, da je bolj sočno, da je kaj za ugrizniti. Za meso ni nujno, da se zelo popraži, kajti peklo se bo potem še v pečici. Tole naj se zdaj praži, mi se pa lotimo riža. Poskusili, da ne bo šlo nič mimo, pa ne bo šlo. Dobar je. Nič hudega. Pa še potem eno celo skodelico. Tole je pač problem. Danes mi ni šlo tako, kot sem si zamislil. Takole. Pripravimo še hitro jušno osnovo. Takole. Lahko kar en košček te umetne juhe.
dobro premešamo, da se razpusti. Počakamo, da zavre. Ta čas vklopimo tudi pečico na 180 do 190 stopinj. Takole. Dodamo rižo, seveda še malo karija, ker imajo to zelo radi. Takole. Takole jušna osnova je pripravljena. Še moment. Takole jo prelijemo na rižoto. Dodamo še pelate. Takole. Takole. Sedaj bomo pekli v pečici to rižoto, dokler voda skoraj ne shlapi. Nato bomo dodali še nariban sir in pekli še 10 minut. Pol ure je minilo, čas je, da si nataknem rokavice, oziroma sem si jih že nataknil, zato ker bomo segli v vročo pečico. Slep ne more vedeti, kdaj je dovolj voda spovrela, zato si naredi na podlagi izkušnje po večjih kuhanjih eno časovnico in pri tej stvari je pol ure dovolj. Zdaj to premešamo, tako, premešamo, lepo premešamo in sedaj bomo dodali še samo sir, ki je že nariban, kupljen, nariban. Takole. In takle paket ga bo čisto dovolj, morda še preveč. Enakomerno to tresemo. Po rižoti, takole, evo, in nataknemo nazaj rokavice, kajti posoda je še vroča in prav je tako, ter damo še za 10 minut v pečico. Povzemimo še zadnjič rokavice, kajti 10 minut je mimo in naša zadeva bi morala uspeti. Lepo cvrči. To se pravi, da se je sir odlično zapekel. Krasno diši. Upam, da bo tudi dobro tako. Dober tek!